Pozdravljena v podkastu Mastercard Športne akademije. Tokrat prvič nekako tako v podkastu. Kako si kaj? Super. Super. Malo treme pred tekmo. Malo treme nikoli ne škodi. Res je. Ne? V bistvu je trema najboljši prijatelj vedno športnika, tako pravijo. Zdaj nekaj časa si že z nami, sodelovala si seveda v eni določeni generaciji Mastercard Športne akademije, pa kasneje tudi v drugih skupinah. Kakšen je tvoj pogled, zdaj bom malo konkretno vprašal, od tiste prve delavnice, kjer si bila kot udeleženka Mastercard Športne akademije, in kako vidiš to pot do danes, nadgradnjo samo sebe in morda par stavkov o tem? Ja, začetka res ne veš, kaj pričakovati. Meni je res super, da sem šla čez to pot. Tudi recimo zdaj, ko nisem več v bistvu izvedbi letošnje sezone, ampak sem zraven kot mladi upi, še vedno se na teh delavnicah naučim nekaj novega. Pa tudi, ne vem, zanimivo mi je pogled mlajših od mene na šport, tudi od njih se dosti naučim. Spremljala si udeležence svoje generacije, pa zdaj si videla tudi udeležence te generacije. Kaj opažaš? So kakšne razlike ali se generacije v bistvu sledijo na enak način? Vsi pridejo malce prestrašeni, malce zmedeni, na koncu potem se zgodi nek napredek. Ali je to ali si opazila kaj drugega? Ne, meni se zdi, da je velika razlika od naše izvedbe pa letošnje izvedbe. Veliko bolj so pogumni, zgovorni, pa tudi mislim, da je bilo več sodelovanja v letošnji izvedbi. Zakaj misliš, da je tako? Bolj ambiciozni, željni napredka, ne vem. A je tvoje mnenje tudi, da smo ustvarili v bistvu takšno platformo, ki malo bolj zahteva, mogoče tudi skozi naloge, skozi prvi posel in ostalo? Ja, tudi opazili so, da je konkurenca med njimi velika. Če ne izkoristiš tega, bo pač izkoristil nekdo drug. Ne? Ideja, ti si športnica, kaj misliš o tej konkurenci? Ja, mora biti konkurenca. Mora biti? Za tvoj napredek mora biti konkurenca. Prej smo nekje slišali v enem pogovoru, da je jeza, ko ne zmagaš tudi v eni izmed nalog. Ne? Mislim, pravzaprav ni jeza, ampak je na nek način neka žalost, ampak v bistvu motivacija. Kako gledaš danes na to? Včasih si bila v teh nalogah, pa potem si tudi doživela marsikaj. Če bi zdaj lahko še enkrat šla nazaj, bi dala še več? Bi. Še bolj bi izkoristila, še bolj bi se potrudila, predvsem pa več bi spraševala. Po vsem tem času se ti zdi, da morda kaj manjka v akademiji? Kakšen predmet, kakšno znanje, da bi ga bilo potrebno implementirati dodatno? Je kaj takega, kar enostavno mi ne vidimo, pa vidite vi športniki? Jaz bi mogoče sam, ko so te delavnice, bi sam dodala delavnico, da bi v bistvu predvsem mlade naučili, kako se sploh lotiti objavljanja za moj prvi posel. Ne vem, kreiranje vsebine, snemanje video. Kratko delavnico, tudi da dobijo vsaj osnove, ker nekateri res pridejo čist iz nule. Brez osnove, ja. Žal je ta drive družbenih omrežij dokaj brutalen, ne? To se moramo strinjati. Ampak na nek način posel je šport, šport je posel, spada to zraven, ta orodja in prav je slišati take stvari, tako da vzeto na znanje. Morda vprašanje danes, tvoj pogled, se pravi nek zaključek te generacije. Malo si spremljala si to vse skupaj, povedala si že, da si ugotovila ambicioznost in tako naprej, ampak kaj pa kaj druga, morda še kako opaženi? Ja, jaz mislim, da so res super izkoristili, sicer še premalo, še opcij, recimo sploh na teh Zoomih, ne. Tam se največ izveš, ker imaš strokovnjaka direkt v živo, lahko ga vprašaš, postaviš pod vprašanje in še tu je še prostora za napredek. In tvoja ocena Mastercard Športne akademije v enem stavku bi bila? Ocena Mastercard Športne akademije je za mene še vedno odlična. Res vse imaš tu, vse strokovnjake, vseh področji, kamorkoli boš šel, ne boš dobil tega, kar lahko tukaj. In če danes pride do ideje nekdo in reče, a je to v redu stvar, mi priporočaš? Če mi priporočaš, zakaj mi priporočaš? Absolutno. Jaz bi vsakemu to priporočala, da vidi še nek drug pogled,
pa tudi recimo, da vidi športe z druge perspektive, da tudi vidi, da šport niso samo zmage, ampak da vidi tisto pot dejansko in poraze, razočaranja, poškodbe. Ampak preden končamo, eno zadnje vprašanje, ki se mi je utrnilo skozi najin pogovor. Kaj pomeni, ne samo skozi akademijo, pristopovati v akademijo, pa kasneje druženje med športniki? A je to pomembna zadeva ali je to samo po sebi umevno, ker tako pač pride? Kaj dejansko to pomeni? Ne, je zelo pomembno, predvsem pa se mi zdi, da med različnimi športnimi panogami manjka druženja. Da se ne družiš samo, recimo v mojem primeru, z nogometašicami, ampak da res ne vem, in alpsko smučanje, in ne vem, ples. To so čisto drugi športi, ki dejansko mogoče povezave z mojim športom ni in sploh ne poznam njenega življenja. Ne? In to je izjemno pomembno. Hvala lepa, Deja. Hvala.